Gospod Pibernik je doma iz Suhadol ali iz Kadol, če povem po domače. Delal pa je kot profesor slovenskega jezika na Kranjski gimnaziji, sicer pa je zanj značilna zelo obsežna bibliografija, kar 300 enot, člankov in pa tudi knjig. Nekaj malega je tudi pesnika, ali pa kar mogoče več kot mi vemo. Napisal je tudi nekaj leposlovnega del, torej nekaj leposlovnih del, predvsem autobiografskih, sicer pa se je posvečal raziskovanju sodobne slovenske literature in pa zamolčanih pesnikov. Mislim, da že kar dobrih 30 let traja to raziskovanje zamolčanih pesnikov in pa predvsem Franceta Balantiča. Komisija za obeležitev 65-letnice smrti Franceta Balantiča je med prireditve zaprosila knjižnico za predstavitev 2 novih knjig. To je zbrano delo, kot je že prej povedala Barbara Božič, v zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. To knjigo je uredil profesor Pibernik, ki je tudi avtor dodatka, in sicer France Balantič monografija. Torej, tudi ta knjiga je išla v zbirki, o kateri se pogovarjamo. Tako je France Balantič v bistvu pristal med klasiki slovenske književnosti v tej zbirki. Torej, lahko bi rekli tudi uradno, prej smo ga že tudi tako doživljali in obravnavali. Zakaj menite, da je tako sugestivna, tako močna in izjemna? Mogoče vodima 2 stvari. Prvič, Balantič je izredno nekako se držal v strani. V tistem razredu, ko je on bil na Atlantični, je bilo polno pesnikov, torej 2 sta nekako znana, to je Jože Šmik in pa France Kosmač, pa je bilo še polno drugih. Ampak Balantič se nikoli ni hotel pokazati, predvsem pa je skoraj neverjetno, da Balantič ni hotel sodelovati v teh almanakih, ki jih je pripravil France Kremlja, če pa sta bila prijatelja. To je skoraj ne morate verjeti, ampak Balantič se ni hotel pokazati. Še v 7. šoli, tako je bila navada, da smo dobili tega domače vaje, pisal do šolskih zvezov, 2krat na leto. Takrat je Balantič napisal te 3 sonete o izseljenci in to so prve stvari, ki so prišle tudi v javnost in so bile zanimivo. Prvič objavljali ravno v Kamniku, v tem zborniku Bistrica, ki so sodelovali recimo Cevc, pa Stane Gaborovc, pa Milan Matjančič, pa Vinko Bernot, pa moče še kdo. Lahko si bomo tudi gor pogledali na razstavi, smo to dobili v Kamniku. No, to je prav, ja. Gre bi omenil tole. Balantič je izhajal iz delavske družine in so prve njegove pesmi, to so prav tisti cikl na blatnih poteh, in pa tale cikl o izseljencih, izrazita socialna poezija. To je razumljivo tudi iz tega razloga, ker je predvojno slovenski javnosti predvsem vladovala predvojno socialna poezija. To je bilo v Ljubljanskem zvonu, v sodobnosti, izrazita socialna poezija, ki so pisali Ivo Brnček, pa tudi Matej Botek, pa bil še Vladimir Pavšič, pa sila vrsta drugih. Medtem, ko je ta domisvedarska poezija pa šla bolj v liriko. Tam je bil Severin Šali, ali pa Jože Dular in tako naprej. Ker je šla smer nekako mehkejšo varianto v liričnost. In se mi zdi, da je Balantič se preusmeril takrat, ko je pač našel stik s to ljubljansko literarno javnostjo. In od takrat naprej se pa njegova poezija predvsem obrnila v notranjost. Tako da imate na eni strani zanimive razpoloženske pesmi z naravo, recimo Jesenski ogenj, če primer, pa Ne najdem domov in tako naprej. To, kar je vezano na kamniško okolico. Seveda, potem na drugem mestu gotovo izrazita ljubezenska poezija, zgodna, eterična, recimo Marjetica, to je gotovo taka. Potem je pa ta zelo občutna erotična poezija, ki je vse presenetila tudi prijatelje,
predvsem pa tiste, ki bi morali te pesmi natisniti.